Na gostovanju v Murski Soboti tokrat neodločen rezultat 1:1 na težkem razmočenem terenu, v katerem se je dodatno poznala utrujenost težkega gostovanja v Stockholmu. Številnimi rotacijami je Darko Milanič skušal osvežiti ekipo, ampak kot rečeno, v prvem polčasu, še posebej v prvem polčasu z veliko lužami na terenu se ni dalo veliko kombinirati. Že v 10. sekundi je sicer poizkusil Mula Husejnović s strelom daleč. V nadaljevanju zelo malo priložnosti, na domači strani je s prostega strela poizkusil Bobičanec. Naslednji nevaren strel Mariborčanov, delo Aleksa Pihlerja. V 28. minuti pa vodstvo podaja Bobičanca iz prostega strela, neodločnost pred mariborskim golom pa je kaznoval Maroša za 1:0. V naslednjih minutah so domačini dobili krila samozavesti in v 31. minuti kar številni poizkusi in na koncu blokirani streli za ohranitev minimalne prednosti Mure. V 37. minuti je do strela z levo prišel Mešanović. V začetku drugega polčasa obetaven začetek, po podaji Kramariča je iz obrata poizkusil Mešanović. Nova dobra priložnost za domačine v 54. minuti, poizkusil je Maroša. Le minuto zatem pa lepa priložnost za Pihlerja po kotu in odbiti žogi, atraktiven poizkus za last mimo gola. Pritisk v napadalnih akcijah se je stopnjeval na domač gol in rezultat tega je bilo izenačenje. Akcijo na levi strani začel Klinar, nadaljeval Hotić s povratno podajo, Martin Milec pa silovito zaključil. Končno sem to jaz zadev. Ponavadi v naši slovenski ligi, čeprav nisem dal nekaj dosti golov. Vesel sem zaradi gola, vesel sem, da sem pač enkrat jaz tisti, ki je rešil ekipo pred porazom, da smo osvojili vsaj točko. V preostanku tekme veliko priložnosti več ni bilo, le poizkus Andreja Kotnika z razdalje in obramba Obradovića. Na koncu se je končalo z realnih 1:1, po en polčas je pripadal vsaki ekipi. Ta točka ni slaba, mi smo danes dosti dobrega pokazali, imeli smo res slab moment po prejetem zadetku, ko je nasprotnik dobil krila, mi se nismo zbrali, drugače po začetek tekme naš dober. Kasneje smo izgubili neko kontrolo, smo imeli težave na tem igrišču, v drugem polčasu pa po mojem mnenju zelo dobra igra, še posebej potem ob menjavah nek nov veter in bili smo blizu zmage, čeprav moram reči, da je nasprotnik res zelo, zelo dober. Fantje vidijo, zdaj vsi vidijo, ki ne igrajo dovolj, da potrebujemo vse, sploh v takem ritmu. Vsi res dobro trenirajo, vidimo, da lahko na vsakega računamo. Jaz upam, želim si, da bi res ostali vsi zdravi. Vidimo, da nas ni toliko, da bi lahko zarotirali celo enajsterico, ampak se pravim, jaz mislim, da vsi, ki so danes igrali, so dali svoj maksimum in da lahko računamo na vse. Časa za počitek sedaj ne bo veliko, že v sredo nova tekma sezone v polnem Ljudskem vrtu, bomo gostili v prvi tekmi tretje runde kvalifikacij za Ligo prvakov norveškega prvaka Rosenborg.